Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na novem predavanju iz cikla, ki ga organizira Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija skupaj s Klubom mladih Turnišče in občino Turnišče. Sodelovanje je nastalo v sklopu projekta ASEF Mladi Umi, v okviru katerega se mlade spodbuja k predstavitvi svojega raziskovalnega dela ter pridobljenih izkušenj v okviru ASEF štipendijskega programa na način, ki je dostopen in razumljiv širši javnosti. ASEF se v projektu povezuje z lokalnimi organizacijami v mladinskem sektorju, ki delujejo v krajih, iz katerih prihajajo predavatelji. S tem se poskuša doseči navezovanje in vključevanje mladih v lokalno slovensko okolje. Današnji dogodek bo izveden v kombinirani obliki, na lokaciji in prek spleta. ASEF fellow Urška Matjašec bo v Turnišču predstavila svoje raziskovalno delo z naslovom Kako si razlagati odločitve nevronskih mrež. Dogodek je mogoče spremljati v večnamenskem centru Turnišče in prek Zoom povezave. Moje ime je Karin Dobravčkov in kot ASEF fellow bom povezovala nocojšnji dogodek. Struktura današnjega predavanja je sledeča. Predstavitev kraja Turnišče in Kluba mladih Turnišče, predstavitev ASEF-a, predstavitev Urške Matjašec in seveda čas za vaša vprašanja. Pred začetkom naj vas opozorim, da se predavanje snema z razlogom, da ga bomo pozneje objavili na YouTubu in si ga bodo lahko gledali tudi tisti, ki se v tem momentu niso mogli pridružiti. Sedaj bomo predali besedo Tadeju Žaliku, predsedniku Kluba mladih Turnišče. Lepo pozdravljeni vsi skupaj z moje strani, z strani soorganizatorja Kluba mladih Turnišče in občine Turnišče. Danes smo se zbrali v Prekmurje, v pokrajini Dolenjsko, kjer leži občina Turnišče. Danes smo v večnamenskem prostoru v knjižnici. Tokrat to izvajamo prvič, tovrstno predavanje, ko smo še izvedli z samim videokonferenčnim klicem preko aplikacije Zoom. Začetki Turnišča segajo v 13. stoletje z cehovskimi mojstri čevljarskih in kovaških, kateri so bili potrjeni tudi s strani cesarice Marije Terezije. V občini stoji tudi cerkev Marije pod Logom, katera je romarsko središče. Vsako leto obišče več kot 10 000 romarjev. V občini Turnišče imamo dobro razvite organizacije na področju kulture, športa in tudi mladinske organizacije. Eno izmed teh je Klub mladih Turnišče, katero se je ustanovilo leta 1999 z namenom aktivnega preživljanja časa mladih in skozi čas smo oblikovali vse razne aktivnosti, projekte. Zdaj naš največji projekt je Festival športa, ustvarjalnosti in mladinske kulture, katerega prirejamo že 13 let. Drugi največji projekt je projekt alternativne glasbe Ropotalnica ter ogromno spremljevalnih dogodkov skozi leto. To z moje strani predajam Karin besedo tebi nazaj. Hvala, Tadej. Sprva bom nekaj besed namenila opisu Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. ASEF je neprofitna organizacija z misijo krepitve izobraževalnih in znanstvenih odnosov med slovenskimi znanstveniki in študenti celotnega sveta. ASEF ima vzpostavljeno tesno sodelovanje z več kot 30 prestižnimi in svetovno priznanimi univerzami, kot so Harvard, Princeton, Stanford in Columbia. Organizacija vsako leto vedno več slovenskim študentom omogoča strokovno štipendijo na eni izmed vrhunskih univerz, kjer študenti sodelujejo s priznanimi profesorji in delujejo na aktualnem raziskovalnem projektnem delu. Poleg strokovne odličnosti, skupnost ASEF povezuje tudi skrb za slovensko izročilo ter ohranjanje dela v skupnosti. ASEF štipendijski program ponuja dve vrsti štipendij, za raziskovalni obisk v tujini in za raziskovalni obisk v Sloveniji. Za obisk v tujini je štipendija namenjena za 10-tedenski obisk, delo z vrhunskimi mentorji ter vključuje druge dejavnosti ASEF-a. Štipendija za tujini je namenjena za 3-letni program,
za raziskovalni obisk v Sloveniji pa za 1 leto in gre v tem primeru za obisk potomcev Slovencev, ki živijo v tujini. Tako po obisku v Sloveniji ohranijo stik z ASEF-om, mentorji v Sloveniji in slovensko kulturo. Več informacij o štipendijskih programih pa lahko najdete na spletni strani www.asef.net. Vsako leto se v ZDA organizira galo, kjer ASEF podeli nagrado za življenjsko delo osebi slovenskih korenin z izjemnimi dosežki. Letos pa smo prvič v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana organizirali tudi galo v Sloveniji. Sicer pa ASEF organizira tudi serijo poljudoznanstvenih predavanj profesorjev, ki se imenuje ASEF Speaker Series, in mladih, ki potekajo na mesečni ravni ter pogovore z izjemnimi posamezniki, kar pa se imenuje ASEF zgodba. Sedaj pa dovolite, da še predstavim današnjo predavateljico Urško Matjašec. Urška Matjašec je po osnovni šoli v Turnišču obiskovala škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška v Mariboru. V tem času se je udeležila več matematičnih tekmovanj. Po zaključeni maturi se je odločila za študij praktične matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Zatem je nadaljevala z magistrskim interdisciplinarnim študijem računalništva in matematike, ki se izvaja na 2 fakultetah. Na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Urška je v letu 2019 postala junior ASEF fellow in za 10 tednov obiskala profesorico Matejo Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem kraljestvu, kjer je raziskovala na področju razlage umetnih nevronskih mrež. Letos bo začela z doktorskim študijem računalništva pod okriljem profesorice Mateje Jamnik, za kar je prejela DeepMind Cambridge štipendijo za vsa 3 leta študija. DeepMind je vodilno svetovno podjetje na področju raziskav umetne inteligence, ki ga je leta 2014 odkupilo podjetje Google. Na današnjem predavanju nam bo predstavila temo, ki jo je začela raziskovati na ASEF obisku v lanskem letu. Preden pa predam besedo Urški, pa bi vas rada opozorila, da lahko že med predavanjem postavljate vprašanja preko povezave Slido s kodo 88501 in na Twitterju s hashtagom ASEFmladiumi in @infoasef. Sedaj pa prosim Urško Matjašec, da prevzame besedo. Hvala. En lep pozdrav še iz moje strani. Torej, prihajam iz majhnega kraja Gomilca, ki se nahaja v občini Turnišče v Prekmurju. Znani smo predvsem po ravnini in edini tako imenovani hrib, ki ga imamo, je most čez avtocesto. Znani pa smo tudi po paradižniku Lušt, ki ima sedež v Renkovcih, kar tudi spada pod turniško občino. Na sliki imate še malo za Lušte domače bučno olje, ki verjamem, da je vedno na zalogi v vsaki prekmurski hiši. Predavanje bo razdeljeno v grobem na 2 dela. Najprej vam bom povedala mojo ASEF izkušnjo, nato pa bom predstavila temo, s katero sem se začela ukvarjati na raziskovalnem obisku. To je razlaga nevronskih mrež. Ker je to poljudno znanstveno predavanje, se bom osredotočila predvsem na razlago, kaj nevronske mreže so, njihovo uporabo v praktične namene, in potem na kratko bi vam orisala idejo algoritma, ki smo ga implementirali za ekstrakcijo oziroma izvlečenje pravil iz nevronskih mrež. Na koncu pa bo še čas za vaše vprašanje. Se pravi, lani jeseni sem se kot ASEF fellow odpravila na 10-tedenski raziskovalni obisk v Cambridge. Tukaj na sliki vidite tako imenovan computer lab oziroma računalniški laboratorij, kjer ima profesor Jamnikova svojo raziskovalno skupino. Del te skupine se ukvarja tudi z Cancer AI področjem, ki raziskujejo oziroma se ukvarjajo z raziskavo umetne inteligence na področju raka. Najpomembnejše prevozno sredstvo v Cambridgeu je kolo. Najbolj presenečena sem bila nad tem, da ljudi niti malo ne moti dež. Pravi, vedno imajo pri roki dežni plašč in ponavadi tudi kakšen dodatni kos oblačila v službi. In sama sem se hotela tej kulturi čim bolj približati, tako da sem si že na začetku obiska sposodila to živo modro kolo in tako sem se lahko izognila avtobusom v čim večji meri.
Posebnost v Cambridgeu so tako imenovani formal halli oziroma neke formalne večerje, ki potekajo v ogromnih jedilnicah v koledžih ob svečah. In ta slika je nastala s to razširjeno ekipo profesor Jamnikove v zadnjem tednu mojega obiska in je bilo nekako lepo poslovilno darilo zame. Cambridge je majhno in lepo mestece, kjer me je predvsem presenetila količina zelene površine. Skozi mesto teče reka Cam, ki jo vidite na sliki. To pa je znana kapela v King's Collegeu. To je isti koledž z pogleda iz čolna na reki Cam, ki teče skozi nekatere izmed najstarejših koledžev v centru. Na tej sliki vidite pa matematični most, ki se nahaja v Queen's Collegeu in tele čolničke, ki je must do aktivnost, ko si v Cambridgeu, tako imenovani punting. In še zadnja zanimivost je Newtonova jablana, ki se nahaja v Trinity Collegeu in mit pravi, da je Isaac Newton nekega poletnega dne leta 1666 sedel prav pod to jablano, na kar mu je veliko rdeče jabolko padlo na glavo in vzkliknil je Eureka, na kar pač čemu res sledilo odkritje gravitacijskega zakona. Sedaj pa k moji akademski izkušnji. Ta obisk mi je predvsem potrdil željo po raziskovanju še v bodoče in nekako delitev mojega znanja v dobro družbe. Ogromno sem imela, pač večina je bilo poglobljenega raziskovalnega dela, ki ga v Sloveniji na dodiplomskem in magistrskem študiju nisem dobila. Seznanila sem se tudi z britanskim izobraževalnim sistemom, lahko sem se udeleževala nekaj predavanj za magistrske študente. Prav tako pa mi je bilo všeč, da je bilo vsak teden praktično so bila predavanja gostujočih predavateljev, bodisi iz drugih univerz ali pa kakšnih velikih podjetij. Delo pa je se sestavljalo večinoma iz prebiranja in iskanja uporabnih pravih člankov. Dosti je bilo, bili so kakšni dnevi, ko se mi je zdelo, da se napredek ne premakne nikamor, ampak sem se naučila, da če si dovolj trmast in dovolj dolgo vztrajaš, da se na koncu vedno splača potruditi. Tu na sliki sem z Laro, tudi lansko ASEM Fellowkom. Sva si 5 tednov delile pisarno, ker se nam raziskovalni obisk prekrival. In so bile prijetno presenečene en dan, ko so prišle v pisarno in so kar dodali najina imena na vrata pisarne, čeprav so bile tam zgolj za 10 tednov. Spoznala sem ogromno novih ljudi, navezala nova poznanstva in v splošnem so ljudje zelo odprti in prijazni. In na vsakem koraku srečaš zanimive ljudi z različnih področij, o katerem steče beseda o znanstvenih temah in prav tako o vsakdanjih. No, preden sem šla na ta raziskovalni obisk, sem kontaktirala profesor Jamnikovo, ki mi je okvirno povedala nekatere projekte, s katerimi se ukvarjajo v njeni skupini. In povedala mi je, da uporabljajo za svoje raziskave podatkovno bazo Metabrik. To je podatkovna baza s podatki o skoraj 2000 pacientkah z rakom dojke. Tako da sem se že pred odhodom seznanila s to bazo in prebrala nekaj uporabnih člankov, med drugim tudi tega, ki ga imate na prosojnici, o variacijskih avtoenkoderjih, ki so ga v skupini profesor Jamnik izdali v žurnalu lansko leto. Spravi, moje izhodišče, preden sem šla na obisk, je bil z večine ta članek in bi vam tudi na kratko predstavila idejo teh avtoenkoderjev. Se pravi, avtoenkoder je model, ki uporablja 2 nevronski mreži. Tu na sliki imate zelena, se imenuje encoder in se uporablja za, avtoenkoderju damo nek vhodni podatek in ta encoder
ta nevronska mreža vzame te vhodne podatke in jih preslika v neko latentno reprezentacijo manjše dimenzije. In na to izhod tega se poda preko nekega ozkega grla, se poda kot vhod tej drugi nevronski mreži v modrem, ki se imenuje dekoder, in le-ta rekonstruira vhodne podatke iz latentne reprezentacije. In idealno bi bilo, da se ta vhodni podatek x, da je enak izhodnemu podatku avtoenkoderja. Kot za primer, če bi temu avtoenkoderju podali neko sliko števila 5, bi bilo idealno, da bi avtoenkoder znal rekonstruirati sliko 5, če tudi so se izgubili podatki v tem ozkem grlu. Podatkovna baza Metabrik zajema podatke različnih tipov, od nekega slikovnega gradiva do kliničnih podatkov, ki zajemajo podatke o pacientkah in njihovih tumorjih, do genskih ekspresij in spremembah števila kopij in še drugim. In ideja v tem članku o teh avtoenkoderjih je bila integrirati različne tipe podatkov, kar se morda sliši trivialno, ampak ni tako preprosto. In v članku so implementirali 4 različne arhitekture avtoenkoderjev in v rdečem in zelenem imamo različne podatkovne tipe. Zdaj ne bi šla preveč v podrobnosti v ta članek, ampak tako kot zanimivost, nekakšen uvod v uporabo nevronskih mrež v praksi. Nevronske mreže pa so vsestransko uporabne. Recimo leta 2016 je računalniški program AlphaGo, ki ga je razvilo podjetje DeepMind, premagalo svetovnega prvaka v igri Go. To je kompleksna igra in ta zmaga je bila nekakšna prelomnica, saj se je do takrat verjelo, da človek ne more biti premagan od računalnika v tej igri. Nevronske mreže se uporabljajo tudi v uporabe samovozečih vozil, v robotiki in v medicini za različne namene, na primer za razvoj novih zdravil, kot sistem za podporo pri odločanju, za postavitev diagnoz in še druge. Pri njihovi vsestranski uporabi pa imajo nevronske mreže nekaj pomanjkljivosti. Kot prvo zahtevajo velike količine podatkov, da lahko uspešno napovedujejo. Kar se morda v današnjem času tehnologije ne sliši kot nek problem, ampak v nekaterih domenah, recimo v zdravstvu, kjer imamo le nekaj 100 ali 1000 podatkov, pa zna biti to kar velik problem. Nevronske mreže so tudi računsko zelo zahtevne in jih uporabljamo v večini kot nekakšne črne škatle, kamor damo neke podatke, dogajajo se neki izračuni, ker jih je toliko, pač nimamo nadzora nad njimi in nevronska mreža nam vrne nek rezultat. Spravi, nimamo nekakšne razlage, kako so nevronske mreže prišle do svojih odločitev. Kot primer si lahko pogledamo nakup rabljenega avtomobila. Spravi, lahko bi neko nevronsko mrežo, ki je predstavljena kot črna škatla, naučili na recimo 1000 podatkih za 1000 avtov, za katere imamo njihove lastnosti, recimo znamka, model, ceno, število prevoženih kilometrov, kjer bi za vsak ta avtomobil povedali, če bi mi takšen avtomobil kupili ali ne. In nevronska mreža se na teh podatkih nauči nekega modela in potem lahko čez en mesec, ko kupujemo avtomobil, damo konkretne podatke za nek avtomobil, bomo videli pozneje na primeru, in nevronska mreža nam vrne, kupi ali ne kupi. Ker pa je to poljudno znanstveno predavanje, predvidevam, da večina od vas ne ve, kaj so nevronske mreže oziroma ste le slišali za njih, bi vam najprej predstavila globoke usmerjene nevronske mreže, ki jih uporabljam pri svojem delu. Nevronske mreže temeljijo na bioloških nevronskih mrežah oziroma človeških možganih, ki so sestavljeni iz nevronov. In tukaj na levi imamo sliko biološkega nevrona, ki je sestavljen iz jedra, dolgega izrastka imenovanega akson in veliko majhnih izrastkov imenovanih dendriti. Preko teh dendritov nevron prejme signale iz drugih nevronov
potem naredi nek izračun v svojem jedru in pošlje signal preko aksona in sinaps do drugih nevronov, s katerimi je povezan. In ideja je, spravi na desni, to je poenostavljena ideja delovanja biološkega nevrona, ki pa je identična delovanju umetnega nevrona, ki se uporablja v umetnih nevronskih mrežah. Tu v zelenem imamo jedro nevrona, kjer se dogajajo izračuni. Z oranžnimi kvadratki imamo predstavljene vhodne nevrone, ki imajo povezavo do tega nevrona. Vsaka povezava ima nekakšno utež in kot ti vhodni podatki pridejo do nevrona, se zgodi nek izračun, nekakšna linearna kombinacija vhodnih podatkov, ki se nato podajo kot vhod neki aktivacijski funkciji, katere izhod je potem aktivacijska vrednost nevrona, ki jo ta poda kot izhod. Spravi, poda kot izhod naslednjim nevronom, s katerimi je povezan. In takšni nevroni, več takšnih nevronov skupaj, so povezani v nevronske mreže. In globoke usmerjene nevronske mreže imajo nevrone, ki so razporejeni v več nivojev. Skrajno levo v rdečem imamo nevrone v vhodnem nivoju, potem imamo določeno število skritih nevronov, tako imenovanih skritih nevronov in na koncu izhodni nivo, se opravičujem. In izhod nevronov v prejšnjem nivoju je povezan z vhodom vsakega nevrona v naslednjem nivoju. In ker ta povezave so usmerjene in grejo od leve proti desni, zato se ta imenuje usmerjena nevronska mreža. In če ima nevronska mreža več kot en skriti nivo, se imenuje globoka nevronska mreža. In v splošnem matematično povedano je cilj nevronske mreže aproksimirati funkcijo, ki je predstavljena z nekimi podatkovnimi točkami na določenih atributih. Vse podatkovne točke oziroma objekti imajo podatke o naprej določenih atributih, ki predstavljajo njihove lastnosti. Na primeru avtomobila bi bili objekti recimo avtomobili in njihovi atributi bi bili cena, leto izdelave, znamka. In potem, ko imamo nek konkreten avtomobil, bi bile točne številke 2010, 5000 in tako naprej. In v podatkovni bazi Metabrik so podatkovne točke oziroma objekti so bolnice in njihovi atributi so starost ob diagnozi, število pozitivnih bezgavk in velikostni stopnje tumorja kot primer. In vsak nevron v vhodnem nivoju predstavlja en atribut. Se pravi, en izmed teh nevronov bi predstavljal starost bolnice, en predstavlja velikost tumorja in tako naprej. Nevronske mreže pa so uspešne predvsem zato, ker so zmožne prepoznati nelinearne povezave med vhodnimi in izhodnimi podatki. Kot primer imamo tukaj, jaz sem uporabljala atribute, kot so genske ekspresije in spremembe števila kopij za tiste z biološkim predznanjem. Lahko bi bili pa ti atributi tudi velikostni stopnje tumorja. Med drugim sem napovedovala estrogenski receptor, ki je najpomembnejši pokazatelj možnega odziva na hormonsko terapijo in imamo dva razreda, se pravi, pacientke so lahko ali ER pozitivne ali ER negativne. In izhodni nivo nevronske mreže je neposredno povezan s tem, kar napovedujemo, s ciljno spremenljivko. Če bi recimo napovedovali stopnjo tumorja, kjer imamo 4 različne stopnje, bi izhodni nivo vseboval 4 nevrone. V primeru estrogenskega receptorja bi imeli pa 2 nevrona. Zdaj, to je struktura usmerjene globoke nevronske mreže, kjer imamo vhodni nivo, poljubno število skritih nivojev in izhodni nivo. Bi si pa sedaj pogledali, kako informacije tečejo skozi nevronsko mrežo. Se pravi, vsi razen vhodnih nevronov imajo izračun, ki se dogaja v nevronih, izračunan na enak način. Če vzamemo recimo ta nevron v vijoličnem, imamo povezave modre, ki vodijo do njega, se pravi iz prejšnjega nivoja.
In ko pridejo ti podatki, x1 do xm, v ta nevron, se najprej izračuna linearna kombinacija teh vhodov, tako da se vhodne vrednosti pomnožijo z utežmi na teh povezavah. In nato se ta vsota poda kot vhod neki aktivacijski funkciji in izhod aktivacijske funkcije potem predstavlja tudi izhod nevrona oziroma njegovo aktivacijsko vrednost. Tu je matematični zapis tega, se pravi, lahko si predstavljamo te vhodne podatke in uteži kot dva vektorja, ki jo nato preprosto pomnožimo med seboj in dobimo to linearno kombinacijo. Sedaj, zakaj je potrebno uporabiti aktivacijske funkcije? Zakaj ni dovolj le izračunati linearne kombinacije? Tu imamo primer, v praksi je več standardnih aktivacijskih funkcij. Kot primer imamo tukaj sigmoidno funkcijo, tukaj imamo njen zapis in pa graf. In vidimo, da ta funkcija preslika vsako število na x osi na interval med 0 in 1, kar nam lahko intuitivno pove, da je to neka verjetnost, da se bo nevron sprožil ali pa ne. In namen aktivacijskih funkcij je vpeljati nelinearnost v podatke. Poglejmo si to na primeru. Tu imamo predstavljeni dve enaki sliki nekih točk z dvema razredoma, zelene in rdeče, to se lahko tudi predstavljamo kot ER pozitivne in ER negativne pacientke. In recimo, da bi morali te točke ločiti na linearen način, se pravi z navadno premico. In kakorkoli bi obrnili, vidimo, da tega ne moremo storiti. In torej ne glede na to, kako zapleteno nevronsko mrežo bi uporabili, se nekaterih podatkov ne da ločiti na linearen način. Zato so te aktivacijske funkcije nelinearne. In s tem tudi lahko nevronske mreže rešujejo zapletene probleme, ki se jih ne bi dalo rešiti na recimo linearni način. Na začetku smo si že ogledali nekaj primerov nevronskih mrež v praksi. Uporabljamo pa jih predvsem zato, ker imajo visoko napovedno točnost, kar pomeni, da uspešno napovedujejo. Seveda pa imajo tudi problem in to je nezmožnost pojasnjevanja njihovih odločitev. In zaradi tega prihaja do zadržkov uporabe nevronskih mrež v varnostnih in varnostno-kritičnih sistemih, na primer v zdravstvu. Če pogledamo primer, da bi uporabili nevronsko mrežo za napovedovanje ponovne pojavitve raka, nastane problem, ko bi bila napoved napačno negativna. Se pravi, ko bi nevronska mreža napovedala, da pacient je zdrav, da nima raka, vendar bi ga le ta imel, bi šel domov in tako izgubimo možnost tistega zgodnjega zdravljenja, ko ima pacient še največ možnosti za ozdravitev. In iz tega namena prihaja do razvoja algoritmov, ki poskušajo razložiti nevronske mreže oziroma njihove napovedi. Se pravi, kaj konkretno v vhodnih atributih je pripeljalo do neke konkretne odločitve nevronske mreže. In če potem pravila bi bila najboljši kompromis med človeško in strojno razumljivostjo, če pomislimo, da so nevronske mreže kompleksne, jih ne razumemo, po drugi strani pa so če potem pravila zelo enostavna za razumeti. Poglejmo sedaj še, kaj če potem pravila so. Ker jih lahko tesno povežemo z odločitvenimi drevesi, bomo na tem predavanju za lažjo predstavitev pogledali, če potem pravila kot odločitveno drevesa. In če se vrnemo sedaj k tistemu primeru z kupovanjem avtomobilov, bi lahko problem rešili z takšnim odločitvenim drevesom. Se pravi, odločitev poteka od vrha drevesa, se pravi v tem ovalnem vozlišču, proti tako imenovanim listom, ki so predstavljeni v rdečem in zelenem. In v vsakem tem notranjem vozlišču se nahajajo pogoji oziroma testi. Odgovor na test nam pove, v kateri smeri po odločitvenem drevesu nadaljujemo svojo pot proti listom. Če pogledamo sedaj tale primer avtomobila,
Se pravi, črna Ford Fiesta, letnik 2007, z 217.000 prevoženih kilometri, ima ceno 1700 evrov. Poglejmo, kaj pravi odločitveno drevo za ta avtomobil. Torej, najprej preverimo pogoj na vrhu, ali je barva črna. Sledimo levi poti, potem je nov pogoj, ali je znamka Audi, ni, sledimo desni poti. Imamo še zadnji pogoj, ali je letnik večji od 2010 in ni, ker je 2007, torej pridemo v odločitve ne kupi. In če sledimo tej poti, nam ti pogoji in odgovori na pogoje predstavljajo eno pravilo, se pravi, ki imamo zapisano tukaj. Če barva črna in znamka ni Audi in je letnik manjši ali enak 2010, potem ne kupi. In če bi sledili vsem povezavam od vrha drevesa do njegovih listov, bi dobili množico pravil, ki predstavljajo to odločitveno drevo. In vidimo, da so ta pravila dokaj razumljiva za ljudi, ker imajo pogoje na atributih, ki jih poznamo in nam povejo, in nam dejansko povejo, kaj se zgodi, se pravi, kupijo ali ne kupijo. In to je ideja za ekstrakcijo pravil oziroma izvlečenjem pravil iz nevronskih mrež, da nekako združimo ta dva modela, se pravi, zapletene nevronske mreže in ljudem razumljiva potem pravila. In algoritmi za izvlečenje pravil vzamejo kot vhod naučeno nevronsko mrežo in potem na tej mreži zgradijo oziroma iz nje izvlečejo množico pravil, ki posnemajo obnašanje nevronske mreže. In tako posledično pojasnjujejo tudi njihove odločitve in napovedi. In z algoritmom, med implementacijo algoritma, smo se spraševali naslednje vprašanja. Spravi, kako bi lahko razložili odločitve modela in opisali model na način, ki bi bil ljudem razumljiv. In ali lahko razložimo odločitev modela na nek učinkovit način, pri čemer upoštevamo celotno strukturo mreže. In ta algoritem ima dekompozicijski pristop, kar pomeni, da pogleda celotno strukturo mreže, se pravi vhodni nivo, vse skrite nivoje in tudi izhodni nivo, za razliko od pedagoških algoritmov, ki ignorirajo notranjo strukturo in preprosto slikajo vhodni nivo izhodnega. In smer tega algoritma je tako od izhodnega nivoja se pomika proti vhodnemu nivoju in za gradnjo pravil uporablja teste na aktivacijskih vrednostih nevronov. Pravila zgradi v dveh delih. V prvem poveže dva sosednja nivoja, se pravi najprej izgradi množico pravil R, H, K, V, O, se pravi zadnji skriti nivo izhodnega in se to počasi pomika naprej, na koncu zgradi še množico, ki povezuje vhodni nivo in prvi skriti nivo. In potem v drugem delu paroma združuje te množice pravil, tako da kot rezultat vrne neka pravila, ki slikajo vhodni nivo, se pravi atribute v izhodni nivo. Ker je to poljudno znanstveno predavanje, ne bi šla v preveč tehnične podrobnosti algoritma. Če vas zanima, je algoritem podrobno opisan v moji magistrski nalogi, zdaj bi pa raje povedala bolj grobo idejo, se pravi, kako algoritem zgradi množico pravil. In v prvem delu izrazi vsak nivo nevronske mreže s testi na nevronih v prejšnjem nivoju. In te testi lahko imajo eno izmed dveh oblik, se pravi za nek konkreten nevron H in N, ki je n-ti nevron v nivoju HI, je lahko test, da je vrednost tega nevrona manjša ali enaka nekemu pragu ali pa večja. To je primer testa, se pravi, to je nevron v nivoju HI, n-ti nevron in preverjamo, če je njegova aktivacijska vrednost manjša ali enaka 0,7. In odgovor na to vprašanje je lahko da ali ne. In za vsak test, ki se pojavi v zgrajenih množicah pravil, se zgradi nova množica pravil, ki izrazi tisti test s testi na nevronih v prejšnjem nivoju.
če poznate algoritme strojnega učenja, ta algoritem uporablja klasifikacijski algoritem C5.0 za gradnjo teh pravil. Pa si poglejmo delovanje algoritma na konkretnem primeru. Se pravi, imamo nevronsko mrežo z dvema skritima nivojema in napovedujemo estrogenski receptor, se pravi, ki ima dva podrazreda, ER+ in ER-. Sedaj, tu je pomembno, kako smo označili nevrone na vsakem nivoju. In nevrone v vhodnem nivoju označimo kot I z nekim indeksom, recimo I0, I1, I2 in tako naprej. Nevrone v prvem skritem nivoju označimo z H1 in dodatnim indeksom, ki pove, kateri je nevron v tem nivoju. In podobno nevroni v drugem skritem nivoju, se pravi H2.0, H2.1 in tako naprej. In možne napovedi so ER+ in ER-. Spravi, kot primer, algoritem najprej zgradi množico pravil, ki izrazijo izhodni nevron s testi v zadnjem skritem nivoju. In recimo, da je vrnil takšno odločitveno drevo. Pomembno je, da so ti testi uporabljajo nevrone H2, se pravi nevrone v drugem skritem nivoju, in napovedujejo ER+ ali ER-, se pravi izhodne vrednosti. In če sledimo vsem povezavam od vrha do listov, dobimo ta tri pravila. In ta množica pravil se označi kot RH2VO, se pravi drugi skriti layer v output oziroma izhodni nivo. Algoritem nato za vsak test v tej množici zgradi nova odločitvena pravila, ki ga izrazijo s testi v prvem nivoju. Se pravi, to je odločitveno drevo za ta test in odločitveno drevo za test z nevronom H2.1. In oba dva imata pogoje na nevronih v prvem skritem nivoju in napovesta stanje nevronov v drugem skritem nivoju. In unija teh pravil, se pravi, tu bi imeli 6 čepotem pravil, sestavljajo množico RH1 v H2, se pravi pravila, ki slikajo prvi skriti nivo v drugi skriti nivo. In v zadnjem koraku algoritem za vsak test, ki se pojavi v teh pravilih, zgradi odločitvena pravila, ki izrazijo prvi skriti nivo z vhodnimi nevroni, torej atributi. In seveda unija vseh teh pravil sestavlja to množico. V drugem delu potem algoritem paroma združi ta pravila. Seveda zopet gre iz izhodnega nivoja proti vhodnemu nivoju. To so bile množice generirane v prvem delu, se pravi najprej je generiral to množico, v naslednjem koraku to množico in sedaj v drugem delu bo najprej združil te množici z navadno substitucijo. Se pravi, s tem smo začeli, to je bila množica pravil, ki je slikala drugi skriti nivo v izhodni nivo. Algoritem je nato zgradil dodatna drevesa za oba pogoja in sedaj z navadno zamenjavo dobimo odločitveno drevo oziroma pravila, ki slikajo prvi skriti nivo v izhodni nivo. Se pravi RH1 v output. In v naslednjem koraku algoritem združi množico pravil, ki slikajo vhodni nivo v prvi skriti nivo z pravkar zgrajeno množico in dobimo odločitveno drevo, ki ima pogoje na vhodnih nevronih in napoveduje ER+ ali ER-. Se pravi, smo dobili množico pravil, ki slikajo atribute v napoved. Zdaj za ocenitev tega algoritma smo ga ocenili in primerjali z dvema drugima algoritmama. Tukaj imamo prikazan čas v urah in spomin v megabajtih, ki je bil potreben za ekstrakcijo pravil iz nevronske mreže. In oranžna barva predstavlja rezultate za naš algoritem. V modrem imamo predstavljene rezultate za algoritem, pedagoški algoritem, ki preprosto slika vhodni nivo v izhodnega.
in zaradi njegove enostavnosti je tudi najmanj zapleten. Vsi vam imamo prikazane rezultate za algoritem DeepRed, ki je prav tako dekompozicijske narave in vidimo, da je najzahtevnejši v obeh karakteristikah. Zdaj, ko izvlečemo pravila iz nevronske mreže, dobimo nek nov model, ki ga lahko uporabljamo za napovedovanje. In najbolj splošna karakteristika je za ocenjevanje modelov je napovedna uspešnost, ki pove, kako uspešno model napoveduje na neznanih podatkih. To je prikazano na x-osi. Vidimo, da v povprečju je naš algoritem se izkazal najbolje. Je pa potem tudi za ta pravila zelo dobro pogledati tako imenovano zvestobo oziroma fidelity, ki nam pove, kako dobro izvlečena pravila aproksimirajo oziroma obnašanje nevronske mreže. In tudi v tem se je naš algoritem izkazal zelo dobro, kar nam da neke obetavne rezultate za delo na tem področju v prihodnje. Sedaj to je skoraj z moje strani. Se pravi, s tem predavanjem bi rada približala nevronske mreže širši publiki in vam pokazala, se pravi, uporabnost nevronskih mrež in njihovih problemov in kako se da združiti dva različna modela, se pravi enostavna, če potem pravila za razlago kompleksnih nevronskih mrež. Se pravi, začeli smo z neko nevronsko mrežo, za katero smo imeli samo njene aktivacijske vrednosti in smo potem to z postopnim izražanjem in gradnjo pravil smo pridobili tako množico pravil, ki slikajo atribute v izhodni nivo. To je to iz moje strani. Hvala ASEF-u in Klubu mladih Turnišče za organizacijo tega dogodka. Sedaj pa predajam besedo Karin. Hvala, Urška. Prvo bi želela povabiti publiko iz Turnišča, da postavijo svoja vprašanja Urški. Mislim, da jih ne bo. Okej. No, potem pa bom jaz postavila vprašanja, ki smo jih prejeli preko Slido ali Twittra. Prvo vprašanje je, ali je ta medicinska baza, s katero si delala, javno dostopna? Mislim, da je vsaj deloma. Sem pa jaz potem dobila dostop preko profesorja Jamnikove, ampak nekateri podatki so zagotovo dostopni, ne vem pa, če celotna baza. Okej. Naslednje vprašanje bi bilo, eden največjih izzivov se zdi določiti število skritih nivojev in še posebej število nevronov v posameznem nivoju. Pri manjših lahko malo poizkušamo, kaj pa pri večjih? Tudi pri večjih pravzaprav. Obstajajo neka rule of thumb pravila, ampak za najboljše število skritih nivojev in števila nevronov v enem nivoju, pa je seveda potrebni eksperimentalni poskusi. Spravi, ni nekega univerzalnega pravila za določitev le-teh. Naslednje vprašanje bi bilo, odločitvena drevesa so kratkovidna. To je omenjena metoda lahko orodje za gradnjo odločitvenih dreves, ki niso kratkovidna. Še lahko enkrat ponoviš, prosim, vprašanje? Ja. Odločitvena drevesa so kratkovidna, je omenjena metoda lahko orodje za gradnjo odločitvenih dreves, ki niso kratkovidna. Ne vem, kaj je trenutno tu mišljeno s kratkovidnostjo. Tako da, če vprašanje še enkrat postavi na drugačen način, morda. Bomo počakali, če bo mogoče. Naslednje vprašanje pa bi imela, recimo, kaj je v bistvu točno ta aktivacijska vrednost nevrona? Se pravi, ta vrednost se izračuna kot neka linearna kombinacija vhodnih nevronov, oziroma pač nevronov, ki vodijo v ta nevron. In se pomnožijo, oteži povezave z vhodnimi podatki
in nato se ta vrednost poda aktivacijski vrednosti in izhod te aktivacijske funkcije in izhod te aktivacijske funkcije je vrednost nevrona. Se pravi, to je, če si predstavljamo signali, ki potekajo skozi nevrone, je to tisti signal, ki ga bo nevron poslal naprej. To bi bila aktivacijska vrednost. Ok. Hvala, Urška. Če ni več nobenih vprašanj iz publike, bi bilo Imam. to. Aha, je, ok. Kako se ti zdi nastopati med domačo publiko? Zanimivo. Lahko preklopim na prekmorščino. To sem mislila povedati na začetku predavanja, pa mi je potem čisto ušlo iz glave. Je to prvo predavanje, ki ga imam v Turnišču, ker nisem poslušalec in moram povedati, da je zanimivo. No, smo prejeli pojasnilo tistega prejšnjega vprašanja glede kratkovidnosti in je zapisal, torej odločitvena drevesa razdelijo podatke optimalno le korak po koraku, spremenljivko po spremenljivki. Zdi se mi, da vaš način pretvorbe mreže to zaobide. Ne razumem povsem, kaj pri nevronskih mrežah označuje pridevnik usmerjene na začetnih slajdih predstavitve. Se opravičujem, mislim, da sem tam malo prehitro šla naprej. Se pravi, v usmerjenih nevronskih mrežah so povezave, recimo tu, se pravi, informacije potujejo po nevronski mreži od vhoda preko skritih nivojev do izhoda. Se pravi, v tem smislu je usmerjena. Izpustila sem učenje nevronske mreže, kjer se pravi, je nek backpropagation in grejo podatki tudi v drugo smer, ampak za samo, kako bi rekla, da dobimo napoved, pa grejo podatki od leve proti desni, se pravi od vhodnega nivoja proti izhodnemu. Hvala. Naslednje vprašanje se je pojavilo. Živjo, hvala za predstavitev. Kako bi lahko tak pristop uporabili za analizo konvolucijskih nevronskih mrež, učenih za analizo slik? Obstaja več vrst nevronskih mrež in ti dve se kar razlikujeta že po samem principu delovanja, ampak ne vem sedaj na pamet, kako bi se dalo točno ta algoritem uporabiti za konvolucijske nevronske mreže, ampak zagotovo obstaja potrebne bi bile spremembe dodatne, ampak bi se morda dalo prilagoditi tudi za konvolucijske nevronske mreže. Dobro, hvala Urška za odgovore in predstavitev. Ker ni več naslednjih vprašanj, bi jaz kar prešla k zaključku. Prvo bi se zahvalila vsem, da ste se nam pridružili na tem prijetnem večeru. Posebej se zahvaljujem Urški Matjašec za zanimivo predavanje in pa klubu mladih Turnišče ter občini Turnišče za soorganizacijo. V naslednjem predavanju, ki bo 13. oktobra v Mestnem muzeju Litija, nam bo Benjamin Fele na poljuden način predstavil delo z naslovom Učenje učenja s povezovalnim učenjem. Lep večer želim še naprej vsem.